Vladni ukrepi so nesprejemljivi, ker pomenijo začetek razgrajevanja socialne države, kar bodo občutili vsi državljani in državljanke, mladi, upokojenci, delavci v zasebnem in javnem sektorju. Še zlasti močno bodo prizadete mlade družine. Ukrepi poslabšujejo kakovost javnih storitev, ogrožajo pravice do enake dostopnosti javnih storitev, kar bo najbolj prizadelo tiste, ki so v celoti odvisni od njih. Zaradi zaostrovanja normativov bo tisoče javnih uslužbencev in uslužbenk ostalo na cesti. Ukrepi posegajo v pravice do regresa, prevoza na delo in številnih drugih nadomestil. Ukrepi znižujejo plače javnim uslužbencem in službenkam, o katerih je predsednik vlade še nedavno trdil, da niso visoke. Znižujejo nam plače, povečujejo delovne obremenitve, poslabšujejo pogoje dela in nas mečajo na cesto. Javni uslužbenci in uslužbenke smo se do zdaj že odrekli, tako kot je moj predhodnik povedal, 967 milijonim evrov pravic, ki so nam pripadale, pristali smo na zamrznitev plač in se odrekli napredovanje, delovni uspešnosti in pristali na regres, ki je nižji od zakonsko določenega minimuma. Plačna nesorazmerja so še vedno neodpravljena. Za zakonom bodo grobo povozili veljavne kolektivne pogodbe in dogovore, ki so srce vsakega socialnega partnerstva. Ob tem naj se žalijo, da zgolj trošimo, da smo poraba in strošek, ki uničuje gospodarstvo. Tudi mi imamo dostojanstvo in pričakujemo spoštljiv odnos do našega dela, do naših naporov in pripravljenosti, da prispevamo k skupnem dobremu. Celo zdaj ne zavračamo pogovore o našem prispevku, potrebnem za izhod iz krize, vendar morajo spremembe temeljiti na dogovoru socialnih partnerjev, biti morajo pravične in domišljene. V imenu Zveze svobodnih sindikatov, območne organizacije Savinjska in območnih odborov, sindikata državnih organov, sindikata vira vzgoje in izobraževanja, Glose, zdravstva in socialnega skrbstva, vas pozivamo, da današnjo stavko in glede na nadaljnjo odločitev tudi v prihodnjih dneh in mesecih, če bo potrebno, nadaljujemo stavko na miren način, da ponosno in odločno izrazimo nasprotovanje vladnim ukrepom in nesprejemljivo podcenjujočem odnosu, ki ga je vlada pokazala do našega dela. Strnimo vrste za ohranitev socialne države, za ohranitev kakovostnih javnih storitev za naša delovna mesta in naše plače.